Mi smo bili vedno navdušeni nad avti, kot je bil recimo Subaru Outback. In ta Toyota nas ful spominja na. Verjetno zato, ker so jo razvili skupaj s Subarujem, ampak to je zdaj ful večji avto, bistveno bolj modern, kar se tehnike tiče, nekaj skupnega pa ohranjata. In sicer to, da se oba znajdeta še vedno na terenu. Od krajšega BZ4X je zdaj daljši za 14 cm, zdaj je dolg 4,83 metra, ves prirastek pa je šel praktično v prtljažnik, ki je skoraj za polovico večji kot pri manjšem modelu z istim začetkom imena. Tukaj je zdaj 669 litrov prostora, tudi tukaj spodaj je kar nekaj, tako da bo idealen za aktivne družine, ki so jim namenili ta model. Zato se tudi vidi po telih strešnih nosilcih, ki so tukaj serijski, pa je ful močni. Znotraj je isti kot takratek BZ4X, kar pomeni, da ima iste merilnike. Jaz sicer na njih super vidim, že bo verjetno malo manj. Poprečna poraba zaenkrat samo 14,3. Res, da je bila cesta majčkeno dol, ampak ok. Potem tukaj je velik zaslon, 2 polnilni mesti za mobilne telefone, veliko prostora, potem tole je praktično, ker se z obeh strani tale predal odpre. Drugače pa vse skupaj deluje tako, dosti robustno izdelano, kakor pri Toyoti tudi naj bi. Tole pa menjalnik. Ena stvar, ki jo takoj opazim, je, kako dober je spet uglašeno podvozje. Če je cesta lepa, se mi zdi, da bi se vozil po putrčku, tako lepo in mehko blaži, ko se zapelje na slabše podlage, pa še vedno deluje lepo uglašeno, kar pomeni, da imam tudi takrat dobro kontrolo. To je avto, ki je izdelan tudi za slabše ceste, zato se krasno obnese na makadamskih cestah. Če je takšen 4-kolesnim pogonom, ima pa tudi različne terenske programe, ki jih potem lahko zbirate tukaj z gumama X-Mode in Grip Control, da je vse skupaj še bolj suvereno. Bi lahko mirno rekel, da je to eden najbolj terenskih električnih avtov, ki jih lahko dobite pri nas. 2 verziji bosta sicer na voljo, s sprednjim ali pa 4-kolesnim pogonom, torej prvi ima spredje en motor 165 kW, to je 224 konjev, takšen ga vozim zdaj. Drugi pa še en motor 167 kW zadnji, tako da je pri tistem sistemska moč kar 280 kW, to je 380 konjev. Zelo močna zadeva je to, kar pomeni, da je tudi ena najmočnejših Toyota vseh časov, se je dostop uspešil samo 4,5 sekunde, če ne upoštevamo modelov GR, seveda. Ta, samo s sprednjim pogonom, pa ima pospešek 7,3 sekunde. Še kar nekaj zanimivih podatkov je recimo, da lahko brede po pol metra globoki vodi, ker je vse, kar se tiče pogona in baterije, zaščiteno. Takšen lahko vleče 750 kg težko parkolco, 4-kolesnim pogonom pa 1,5 tone težko, tako da bo uporaben tudi za počitnice ali pa prevoz kakšnih konjev recimo. O bateriji še nisem nič povedal. 71 kWh ima neto, na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom se bo lahko polnila 150 kW, to pomeni polnjenje od 10 do 80% v 29 minutah. Posebej pa so poudarili, da v vseh letnih časih, torej tudi pozimi, ker ima zdaj učinkovito predgretje baterije. Meni tudi super podatek je, da bo možen 22 kW polnilnik za izmenični tok, ki bo verjetno za večino še bolj uporaben vsak dan. Doseg je seveda odvisen od načina vožnje, ampak po VDTP naj bi ta prevozil 591 km, ker ima 18-palčna platišča, tisti 4-kolesnim pogonom pa od 479 do največ 528 km. Še ena zanimivost, ki jo obljublja Toyota, pa je, da na baterijo ponujajo kar 10 let ali pa milijon prevoženih kilometrov garancije, če jo boste redno vzdrževali na njihovih servisih. Rad bi videl junaka, ki bo tok prevozil. In če ste se spraševali, zakaj so vse lokacije, kjer poteka ta mednarodna premiera, toliko znane, prav imate, zato ker poteka v Sloveniji. Končno, ne? In mi smo bili toliko navdušeni, da smo naredili še prav en poseben prispevek samo o tem.